Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober dan in dobrodošli v še eni oddaji Skupaj na poti. Danes vas vabim, da z mano odkrijete najstarejši del mesta. To je Gornji trg. Tega so obiskovalci videli takoj, ko so vstopili skozi tako imenovana pisana ali karlovška vrata. Kadar se iz tržnice z avtom popeljete skozi tunel in pristanete na tako imenovani prulski strani, lahko na desni strani opazite ulico, ki je bila nekoč zelo prometna. Danes pa je pravzaprav bolj parkirišče za domačine. Tu nekako na tem mestu so nekoč stala tako imenovana pisana ali karlovška vrata. Zakaj karlovška vrata? Zato, ker nekoč glavno mesto na vzhodu, proti kateremu so naši obiskovalci odhajali, se je imenovalo Karlovec, pisana pa zato, ker pravijo, da so bile barvane zelo živahnimi barvami. Ja, sedaj si pa zamislimo, kako je bilo popotnikom, trgovcem, ko so vstopili v naše glavno mesto. Takrat je bilo Ljubljana pravzaprav trgovsko mesto, nekakšen prehod med vzhodom in zahodom. Ko ste vstopili v mesto, jih je pozdravila ozka ulica, ki jih je peljala med hišami prav tja do današnjega starega trga. No, ampak do tam imamo še nekaj korakov. Če se ozremo levo in desno, bomo opazili zanimive portale, glavne vhode, ki so bili največkrat označeni s kar močnim kamnom. Lahko je bil kamen izpod peči ali pa celo iz lesnega brda. Na katerem od portalov boste opazili tudi letnice, kot na primer tale, iz konca 17. stoletja. Če bi se nekoliko bolj poglobili v zgradbe, bi opazili, da so nekatere še veliko starejše, tam iz začetka 16. stoletja. Kakorkoli, še par korakov in zdaj smo v sredini Gornjega trga. To je kot nekakšna dnevna soba Gornjega trga. Pozdravi nas celo lestenec, tako kot pravi sobi. In če bomo pokukali v katero od oken, bomo lahko opazili, kako domačini uživajo ob toplem sončku in kozarčku rdečega vinca. Mi se bomo obrnili proti jugu. Tam je namreč tako imenovana Rožna ulica. In v eni od hiš na Rožni ulici, pravzaprav v hiši številka 5, je nekoč prebival celo France Prešeren. Namreč v tistem obdobju ni imel prav dosti denarja in je prebival pri svojem stricu. In tu je spesnil znamenite pesmi, gazele in sonete nesreče. Na vse to nas opozori tabla, kot smo rekli, na številki 5. France Prešeren se je rad okrepčal s kapljico rujnega. No, ampak če smo žejni, prav gotovo nam bo prav prišel vodnjak, ki se nahaja v bližini cerkve svetega Florijana. Sveti Florijan je zavetnik proti požarom in v Ljubljani so imeli kar veliko težav s požari. Tako so se kmalu odločili, da zgradijo cerkev temu zavetniku. Pa da ne bo pomote, na južnem delu fasade cerkve svetega Florijana se nahaja podoba mučenika Janeza Nepomuka. Janez Nepomuk je bil češki mučenik. Bil je namreč ubit na reki Vltavi, potem ko je kralj Venčeslav zahteval od njega, da mu pove, katerih grehov se je spovedala njegova žena. Janez Nepomuk pa, kot pravi spovednik, seveda skrivnosti ni želel izdati, zato je ubit v reki Vltavi. No, pri nas je nekoč stal njegov spomenik namreč na mostu pri Črnučah. Potem pa mu je Jože Plečnik našel mirno mesto na južni fasadi cerkve svetega Florijana. Glavni vhod v samo cerkev pa se nahaja na cesti proti gradu oziroma na tisti strani, kjer je še ena od slik nad glavnim vhodom. Poleg glavnega vhoda bomo opazili tudi napis. Namreč cerkev svetega Florijana ni več podružnica cerkev svetega Jakoba, ampak je sedež makedonske pravoslavne skupnosti. Na nasprotni strani cerkve, se pravi, če gremo proti gradu, na levi strani, pa nas bo pozdravil napis oziroma obeležje, sicer precej temno in majhno,
ampak na njem piše, da je v tej zgradbi živel in ustvarjal Francesco Roba. Francesco Roba je bil znan baročni umetnik tam iz prve polovice 18. stoletja. Verjetno se spomnite, vodnjak treh kranjskih rek, oziroma po domačemu rečemo tudi Robov vodnjak je bil njegovo delo, pa Janez Nepomuk, katerega smo ravno kar omenili. Francesco Roba je bil rojen v Miljah, takrat del Beneške republike, zato pravimo, da je prinesel del beneške kulture oziroma kiparske umetnosti tudi k nam v Ljubljano. Če nadaljujemo pot proti gradu, bomo kmalu na desni strani opazili v kotu nekaj hiš, ki so kar precej stlačene skupaj. Pravijo, da je v tem delu nekoč živel celo ljubljanski rabelj. Namreč ljubljanski rabelj je moral biti odmaknjen od vseh Ljubljančanov. Tudi njegova žena se ni smela družiti z Ljubljančankami, ker je njen mož opravljal krvavo delo. Zato sta živela v tem koncu Ljubljane, kjer sta imela tudi svoj vir vode, se pravi sveži dotok vode iz grajskega griča. Od tu bi sicer našo pohajkovanje lahko nadaljevali po Sodarski ulici ali pa po ulici direktno do gradu. A tam smo že bili v eni od naših prejšnjih oddaj. Zato vas tokrat vabim, da se obrnemo in pridemo do središča Gornjega trga. Tu je namreč kar en kup lepih, zanimivih zgradb z zanimivimi napisi, zato vas vabim, da se ob katerem od napisov tudi nekoliko pomudimo. Naprimer, v tejle hiši je nekoč živel Valentin Metzinger. Namreč poprej sem omenila Francesco Roba. On je prihajal k naši kraji tam iz Benečije, torej je bolj nekako vplival na našo umetnost iz italijanske smeri. Medtem ko Valentin Metzinger je ustvarjal bolj po srednjeevropsko. Rodil se je namreč v Franciji, potem pa kar en velik del svojega življenja preživel pri nas v Ljubljani. Nedaleč od hiše Valentina Metzingerja je bil jezuitski kolegij, nekako na mestu te roza zgradbe, ki jo je naredil Max Fabiani. Poleg nje še danes stoji rumena hiša Gornji trg 4, kjer nas napis opominja na zelo pomembnega moža, Baltazarja Akeja. Prišel je k nam iz francoskih krajev, pri nas pa deloval kot rudniški kirurg in porodničar. Na nasprotni strani pa nas presenetijo zanimive odprtine. To so preduhi. Namreč omenili smo že, da so Ljubljančani imeli kar veliko težav s požari in tako so celo določili z zakonom, da morajo biti med hišami prazni prostori, da se ogenj ne bi preveč hitro širil od ene do druge hiše. Verjetno ste opazili, da nas v ozadju spremlja glasba, a ta prihaja iz Zelene palače, današnja glasbena akademija, ki že stoji na Starem trgu. Meja med Starim in Gornjim trgom je namreč tale zgradba marelične barve, Gornji trg 1. Nad glavnim vhodom v prvem nadstropju se opazi majhen relief. To je podoba svetega Krištofa. Sveti Krištof je namreč zavetnik vseh popotnikov, vseh, ki nekam potujejo, torej tudi naše oddaje Skupaj na potepu. Predstavljati si moramo namreč, da so popotniki potovali skozi glavna Karlovška vrata, Gornji trg do Starega trga, vse tja do cerkve svetega Jakoba in naprej čez most proti Italiji in celo Santiago de Compostela v Španiji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tole je bilo za danes vse. Potepali smo se po najstarejšem delu našega glavnega mesta, po Gornjem trgu. Verjamem, da ste opazili kakšno zanimivost, katero bi želeli videti tudi sami v živo. Torej, lepot pod noge. Jaz pa se vam za danes zahvaljujem in vas vabim, da se mi pridružite prihodnji teden. Srečno!